Drage moje lepotice, dobrodošli na kanalu Evina Lepotilnica in v novem Primark halu. Evo, v bistvu sem se oblekla danes v stilu z znamko, pa čisto slučajno, zdaj mi je padalo na pamet. Ja, torej, bila sem v Primarku v četrtek, sem šla dol in ko sem se peljala tja, mi je bilo nekako samoumevno, da ko pridem domov, da ti bom pokazala, kaj sem kupila, ker vem, da ful rade to gledate, jaz pa tudi ful rada pokažemo, ne? Ampak, ko sem prišla domov, pa dejansko nisem več vedela. Zakaj? Ker enostavno nisem kupila toliko stvari. Ko sem tam nakupovala, sem tako v 15 minutah nabutala celo košaro. Ampak kaj se je zgodilo, ko sem probala, mi je bilo pa vse nekaj preveliko, nekaj premajhno, kopalke so imeli ful lepe, ampak mi je tukaj vse nekaj čuden stal. Tako da sem pa nesla ful manj domov, kot sem mislila. Dobra stvar od tega je, da sem tudi manj zapravila, ampak pa nisem vedela, kaj ne naredim z videom. Tako da sem vas spet na Instagramu vprašala, vsem pokažem, tudi če imam manj stvari in v bistvu je bilo 98% zajad, tako da evo me, danes snimam Primark haul. Tako da evo, če te zanima, kaj sem kupila, recimo da spomladi 2019, malo glej video naprej. Evo, tlele imam tisto njihovo prepoznavno vrečko, pa dejva prvo eno pa po eno stvar. Prva stvar, ki sem nabavila, so nogavičke, črne, v bistvu je noter 7 parov, 3 evre, ful ugodno. V bistvu vedno, ko grem v Primark, kupam ene in moram reči, da so zelo kvalitetne. Preverjeno, jaz nosim zadnje čase sam črne, vsak dan in ful dobro zdržijo, tako da praktično se mi še noben štumfok ni strgal, tako da so zelo kvalitetne za to ceno. Še en obvezen nakup, ki sem v Primarku, vedno ga upravim, so elastike, v bistvu dobiš 60 kosov za evro pa pol, ful ugodno. Pa to čisto cool elastike, nič se tisti ne raztegnejo, ko včasih se kakšna znaj, moraš pa dejansko to kratiti pa narediti čop, da ti drži. Te so pa tudi zelo kvalitetne, tako da edini problem je, kot sem enkrat že govorila, da mi jih nekdo krade. Zadnjič, ko sem bila v Primark, sem jih isto kupila 60 kosov in ne vem sploh, kje so te elastike, tako da to moram še raziskati, kdo mi vzema elastike. Koliko se pa jaz tole veselim, kaj sem kupila. Tole. To je zadeva, ne vem, a poznate ali ne, za česati, v bistvu ne za česati, za masirati tvoje lasišče. In to, punce moje, tok paše. Imela sem pred leti eno in se spomnim, da je bilo to nekaj najboljšega. Dajmo. O moj bog. Ok, to bi jaz lahko delala cel dan. Če še niste tega probale, punce, to tok paše. Ta je bil evro pa pol nekaj najboljšega za po napornem dnevu ali po učenju, si zmasirati lasišče in uživati. Pol sem kupila tole. To mi bo tudi zelo prav prišlo. To ni samo navadna torbica, čeprav je že tale tudi ful lepa za kakšne kovančke, ampak ne. Noter se skriva v bistvu cel set za nohtke. Hodila sem si tako enkrat kupiti že v Millerju, pa so ful drage. Če se ne motim, je bila v Millerju cena kar tam bliz 40 evrov, v glavnem ful drago. Evo, tole pa sem dobila za 2 evra pa pol, pa imaš tole niti ne vem. Aha, mislim, da je za to umazanijo pod nohti pobirati, pa ena pinceta, pilca, tale ščipavka in škarjice. Tako da tole mi bo ful prav prišlo, pa še taka cute je, da lahko daš v torbico in kako vpraša, a imaš pilco? Da, pilco. Potem sem kupila še, to je tudi zelo zanimiva zadeva, to uporabljam jaz za petke, ko imam petke obute, da me noge ne bolijo preveč, je moj en tak skrivni trikec. Se ti lahko tudi kar pokažem, če bom jaz to lahko odprla. Imam škarjice, punce. Vzemo še eno to dve noter sta, daš na sprednji del petke in dejansko ti za nekaj časa oblaži bolečino, tako da si lahko dlje časa na petkah in pač huda, ne? Tako da to sem se ful razveselila, ki pa zdaj je tole. To sem se ful razveselila, da imajo. Tega zadnjič nisem videla. En par v bistvu evro pa pol, pa še eno podobno zadevo sem kupila. To je pa za tiste, ki vas žuljo, ne vem, a se vidi od blizu, ki vas pa žul, se pravi, v zadnji na čevlju. Jaz recimo imam problem, ker imam zadnji na nogi to koz, da zame balerinke ne pride v poštev nikakor, ker me ta koz to zadnji začne toliko boleti, da dejansko nizke superge, nizki čeveljčki, pač tudi če so še toliko lepi, ne morem nositi, ne? Tle sem pa našla tole, evo, dajmo tudi odpreti, ker imam škarjice, punce. Evo, ta pa takole zgleda in torej ovije tvojo to kost zadnje. Ful dobro, se veselim, da bo pomagal, upam, da.
Potem imam tukaj še naslednjo stvar. Vzela sem take male špangice, evo, danes recimo, ko imam take čopke ali pa če imam čop, ki ti štrlijo ti laski, so tile špangice, ful rešijo celotno frizuro. Imeli sem na izbiro in črne in take bolj v nude barvi, jaz sem pač vzela nude, ker imam blond lase, da je čim bolj opazna. Tako da tudi za vas trikac, če ste pa recimo temnolaske, da vedno vzamete temne špangice. Se mi zdi, da vsi ti dodatki, vse te špangice, če jih uporabljate z namenom, da pač zakrijete neke te laske, baby hair, vedno kupite v barvi vaših las. Potem sem vzela še en tale predalček za šminkice, 12 gre noter, tako da jaz sem zelo rada te šminkice tako po teh organizatorjih, da ko rabiš tisto, kar iščeš za tisti dan, da je tako lepo pregledno, veliko lažje kakor v tistih košarcah. Tako da tega sem prav vesela, da bom imela tak red. Zdaj pa ti pokažem še dve moji najljubši stvari, ki sem jih tokrat kupila v Primarku, in sicer to so hlače. Evo v taki, kako bi rekla, pastelno-zeleni barvi in s takimi belimi pikami. Meni čist kričijo po pomladi. So dejansko tak malo drugačen stil, kakor sem ga jaz fajna. V bistvu so po celotni dolžini široke, tudi malo krajše, 7/8, ampak ne vem, ful so mi bile simpatične, sem rekla, da jih moram imeti. Pa slučajno sem imela oblečeno tisti dan v bistvu belo majčko, tako da sem že čisto videla, kako izgleda in izgleda ful dobro. Sam imam pa problem, ker zdaj rabim čevlje za te hlače, dokler ne bo toplo, in za sandalčke. Jaz sem vzela številko 34, bile pa so 13 evrov, kar se mi zdi tako, je kar ugodno. Drugač pa, glede cen, se mi zdi, da Primark tiste stvari, ki že na uč vidiš, da so malo boljše, so šle cene kar gor, ni več toliko pocen, kakor je bilo. Tako da, ne vem, je tukaj vzali kakšna verjetno večja zgodba, da imamo ljudje v glavi v Primarke pa ful pocen, Se za ene stvari je res ful pocen, ampak tiste stvar, recimo, ko je primerljiva, ne moram reči Zaro, recimo kakšnim Tailijom, pa je cena tudi tam s Taili cenami. Sporoč, kako se ti zdijo, a so ti všeč? Tiste kačaste hlače so vam bile presenetljivo všeč, tako da me zanima tudi za te, ker so malo drugače. Evo, zdaj gremo pa še mogoče na mojo najljubša stvar, če je bila ta druga najljubša, je pa ta definitivno najljubša. In to so, evo, teli škorenčki. V bistvu, a veste, na kaj so me spomnili takoj, ko sem zagledala? Če se spomnite, 2 leti nazaj je Kanye West, se pravi Kim Kardashian mož, izdal svojo kolekcijo superg in med drugim tudi takih škorenčkov, In vse od takrat so ful popularni taki škorni, da v bistvu izgledajo kot ena nogavica, In v Primarku so imeli tele, ful so udobni, zato ker imajo debelo peto. Cena je bila malo, mislim, dražja, 25 evrov, Se mi zdi, da tudi v Sloveniji za 25 evrov že dobiš take, ampak tok mi se mi zdi, da dobro paše na nogo, tok se dobro počutim, tako da te sem res ful vesela, da sem kupila. Tako da ja, evo, to je bila zadnja stvar. Zdaj pa ti pokažem v bistvu še 2 stvari, ki sem jih kupila v Ikeji. Sem šla potem pogledati tudi v Ikejo, v bistvu je koliko je 5 km oddaljena, ful sem si želela, ful uživam v tem gledanju notranjega dizajna. Po moje, če ne bi bila TV voditeljca ali novinarka, bi znala celo študirati nekaj v tej smeri, ker jaz toliko uživam, ko gledam od pohištva do postelin, tako da je bil prav en tak balzen za dušo, ko sem šla tja. Vzela sem pa v bistvu 2x po 2 oziroma 4 take posodice in te so sicer namenjene za rožice, jaz pa jih bom uporabila kar za čopičke, ker so glih prave velikosti, take lepe bele, s takim lepim vzorčkom, tako da mislim, da bo spadal tam zadnji ful lepo, ko bom zamenjala. Zadnja stvar, ki sem jo vzela v Ikeji, pa je tale list, ful mi je všeč ta oblika lista, za dekoracijo, ali bom dala celo tja v dnevno, tako da ja, evo, to je bil celotni nakup in s tem smo tudi prišli do konca videa, čeprav v resnici ne čist do konca, ker bi ti rada pokazala en trik, ker ne vem v bistvu, koliko je to dolgo, nisem imela tudi toliko stvari za pokazati, evo pa da te še nekaj novega naučim, en hud trik. Tile škorenčke, ki so moji, zdaj po moje kar najljubši, malo sem prehlajena, se opravičujem, sem videla na internetu en ful hud trik, kako lahko v bistvu te džizi so drugač ti škorenčki, kako jih lahko postvaraš. Te džizi škorenčki so drugač ful dragi, glih prej sem
gledala ceno in dobiš en tak par, je cena kar od 600 evrov navzgor. In tudi v bistvu 25 evrov, jaz verjamem, da za nekoga je to kar precej drago. Jaz pa vam tukaj zdaj zate en trik, mogoče ti bo neumen, mogoče ti bo všeč, kako lahko v bistvu postaraš take čevlje točno zdaj doma. Kako? V bistvu kar rabaš je eno tako petko in ene črne nogavičke. Jaz sem jih vzela Raletu, malo jih bomo strgali, tako da upam, da ne bo jezen. Zdaj pa pazi ti to foro. Sem si vzela kar na omaro, da boš lažje videla. Evo, zdaj pa kar narediš. Obujaš tole svojo petko in obujaš čez odprta nogavico. Kar tako zgubil vreče s petko, sem jaz nogavice preobrala sem. Evo, in zdaj to nogavico daš tudi tako čez petko. Zdaj pa pridajo na vrsto nove škarje, in razstrižeš tukajle, kjer je petka. Narediš čisto tako malo lukenco, upam, da vidite, se vidi. Daš petko čez in evo, drage moje, v sekundi smo mi dobile džizi škorne, ki v resnici stanejo 500 ali 600 evrov za koliko so nogavičke? 30 centov, 30 je malo manj. 1 evro pa resno, 2. Ej, meni so vrhunske, kjera huda, noro. In s tem je tale trikec tudi končano. V bistvu ful uporaben in na ta način imaš lahko tudi vsak dan nove škorne, pa sploh noben ne bo vedel, Samo toliko bod pozorna, jaz v bistvu, če bi še enkrat delala ta trikec, bi dala na črne petke črne nogavičke, na bež petke bež nogavičke, da ne seka toliko ta peta ven. Se mi zdi, da tukaj je bila kar malo moteča, tako da, evo, če boš delala take škorenčke, poleg tega, da se priporočam za fotko, bo tudi na to pozorna, Pa da bo res te visoke nogavičke, da ne bodo te nizke, da boš lahko čim bolj gor nategnila, da bo čim bolj tako prijet. Tako da, zdaj pa bi rada malo tvojega odziva, evo, kako se ti je zdel tale video, kako se ti je zdel tale trikec, tako da ne pozabiti lajkati tega videa, se naročiti na moj kanal, kmalu pridemo do številke 11.000, glede na to, da 11 je ena taka moja srečna številka, obljubam tudi, da pride ena nagradna igra, tako da stisnem ta kvadratek, naroči se. Lepo se mej, se gledamo v naslednjem videu, ne pozabiti tkaj na sončka, čudoviti dnevi so in še lepši bojo, tako da na sonce. Nujno, zdaj, če je dan. Lepo se mej, se gledava kmalu, čau, čau.